Najlepša hvala gospodu Jezeršku, gostitelju današnje prve podelitve kolektivne blagovne znamke Gostilna Slovenija. Lep pozdrav vsem skupaj na novinarski konferenci, na kateri vam bodo današnji govorci poskušali predstaviti ta nadvse pomemben projekt. Seveda nas bodo o kvaliteti in prepoznavnosti kulinarike vsi današnji prejemniki naziva Gostilna Slovenija gotovo prepričali v drugem delu prireditve z izbranimi dobrotami. No, z izbranimi besedami, pa vam bodo sedaj o projektu nekaj več povedali predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Štefan Pavlinjek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo magister Marjan Hribar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Mate Matjaž, ter profesor dr. Janez Bogataj, etnolog in soavtor projekta, brez katerega, to zagotovo lahko rečemo, projekta s takšnimi strokovnimi temelji ne bi bilo. A o strokovnih izhodiščih in širšemu pomenu projekta nekoliko kasneje, za nekaj uvodnih besed, sedaj prosim Štefana Pavlinjeka, predsednika zbornice. Izvolite. Hvala. Spoštovani novinarke, novinarji, spoštovani prisotni, lep pozdrav v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Moram vedeti, da sem izredno vesel, da je prišlo do prvih podelitev teh certifikatov Gostilna Slovenija, kajti projekt smo podpirali v Obrtno-podjetniški zbornici z vsem potencialom in seveda tudi se zavedali pomembnosti tega projekta. Na začetku želim tudi povedati, mogoče se tudi niti ne ve v toliki meri, da je nosilka projekta in nosilka blagovne znamke Gostilna Slovenija Obrtno-podjetniška zbornica in seveda njena zelo aktivna sekcija naših gostincev. Lepo je tudi, da je sekciji za gostinstvo in turizem uspelo sestaviti zelo dober pravilnik, sestaviti pravila igre. To pomeni, da tisti, ki izpolnjuje te pravile igre, lahko dobita certifikat, ki mu bo seveda v njegovem lokalu tudi dosti pomenil. Moram povedati, da smo sestavili tudi pravila igre glede uporabe znaka in aplikacij kolektivne blagovne znamke Gostilna Slovenija. Da je stvar inovativna, lahko si razlagamo tudi za tem, da se sosednje države in tudi države, ki znajo za ta projekt, začejo zanimati in ponosen sem, da je spet v Sloveniji tista ideja, prava ideja, lahko nekako takšna, da jo tudi prodajamo sosednjim državam. Zato se iz tega mesta tudi želim zahvaliti vsem, tudi profesor Bogataju in seveda našim članom upravnega odbora sekcije gostinstva, da je projekt uspel in da bo še naslednje gostilne, ki bodo prejemale te certifikat, se ponašali z tem certifikatom. V Sloveniji imamo dosti dobrih stvari in po anketah država je zanimiva, če ima lepo pokrajino in če ima dobro kulinariko. In mislim, da je Slovenija lahko ena od najbolj bogatih držav za tem, da imamo lepo pokrajino, tudi dobre naravne pridelovalce hrane, ki na naravni način še pridelujejo hrano, da imamo gostilne, ki še kuhajo hrano, ne odpirajo konzerv in seveda, zakaj pa ne potem med tem promovirali to našo nekako različnost. Torej, še enkrat najlepša hvala vsem, ki so sodelovali v projektu, ponašajmo se s tem projektom in vsem tisti, ki bodo dobili in ki še bodo dobili to priznanje, želim, da ga z ponosom kažejo gostom, tako domačim in tujim. Turizem je ena od bistvenih panog v Sloveniji in mislim, da bomo tudi to znali dobro naučiti in seveda s tem tudi promovirati tako našo kulinariko, kako tudi državo Slovenijo. Lepša hvala. Hvala lepa. No, o kolikšni dodani vrednosti v slovenski turistični ponudbi lahko govorimo sedaj, pa sprašujem gospoda Hribarja. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za gospodarstvo. Gostinstvo predstavlja 3/4 slovenskega turizma. Mislim, da sem s tem povedal v bistvu največ in če mogoče pokomentiram seveda sam projekt, mislim, da zasedba, ki je stala ves čas za
za projektom je absolutno zaupanja vredna, večkrat dokazano že uspešno izpeljala vse projekte, zato tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, ko smo v okviru razpisa, ki smo ga imeli, v okviru razpisa za dodatno promocijo turističnih proizvodov, nismo dvomili in smo tudi finančno podprli projekt Gostilna Slovenija, kot je rekel predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, se pravi prijavitelja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Zasedba seveda vliva upanje in prepričanje, da bo ta projekt zagotovo ne samo zaživel, ampak da bo pognal čvrste korenine in da bomo v bodoče imeli kar nekaj gostilen, ki si bodo uspele priboriti ta naziv, ki bo pomenil zagotovo eno tržno diferenciacijo na slovenskem gostinskem trgu. Jaz bi ob tej priložnosti seveda izkoristil to možnost, da se zahvalim Obrtno-podjetniški zbornici na čelu s predsednikom, ravno tako predsedniku sekcije gospodu Matjažu Matiju Tomiju in pa seveda profesor dr. Bogataju za izjemno kakovostno pripravo projekta in izvedbo. Mislim, da ni naključje, da ves ta razvoj, ki je šel v zadnjem letu, ki izhaja iz tako imenovane kulinarične piramide, naše strategije, ki je bila sprejeta pred leti, nekako z roko v roki s siceršno rastjo turizma v Sloveniji. Imamo odlično turistično sezono in gotovo tudi sami opažate, da vse več tujcev nas obiskuje. Dejansko strinjam se s tem, da je kulinarika en od bistvenih elementov oziroma vzrokov, zakaj nas tujci obiskujejo, in prepričan sem, da z vztrajanjem na tej poti kakovosti, na tej poti visoke dodane vrednosti se nam obeta tudi v bodoče en lep razvoj. Seveda, čeprav smo po naravi optimisti, bi vseeno, mislim, da kaže povedati tudi to, da ne glede na to, da imamo v letošnjem letu rekordno turistično sezono, lahko rečemo, tudi zahvaljujoč odlični promociji, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacija, tudi z nami je tudi pomočnik direktorice, gospod Bojan Meden. Mislim, da je prav, da povemo, da naslednja leta oziroma tudi napovedi so dokaj zadržane. V Sloveniji sicer mogoče manj, ampak na evropskem prostoru so sila zadržani vsi, kar se tiče napovedi glede razvoja turizma v bodoče. Tu nas čaka še ogromno skupnega dela in prepričan sem, da bomo znali stopiti skupaj, tako kot smo dokazali že v preteklih 2 letih in da bomo to krizo, ki zagotovo še ni konec, da bomo znali prebroditi kar se da uspešno. Hvala. Hvala lepa. Enotno in skupno delovanje vseh akterjev v gostinstvu in turizmu je že v preteklosti prinesel dobre rezultate. Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici se resnično ves čas zavzema za sodelovanje. Zato sedaj prosim predsednika sekcije Mate Matjaža, da tudi on pove nekaj besed o projektu. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu članov sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici. Gostilna je na Slovenskem bila začetek današnjega gostinstva in turizma, kakega poznamo danes. Čez stoletja se je razvijala in je sooblikovala kulinarično, gastronomsko kulturo. V pestrem razvoju in paleti okusov Gostilna Slovenija se je oblikovala čez stoletja tudi kot družinska gostinska dejavnost.
Z podelitvijo danes blagovne znamke in pravice do uporabe te blagovne znamke Gostilna Slovenija vračamo gostilni tisto, na kar bi morali biti ves čas ponosni. Mogoče smo to malo zadnja leta to ime gostilna nekako zapostavili, saj gre za našo tradicijo in za našo prepoznavnost. Gostilna Slovenija je nadaljevanje projekta Okusiti Slovenijo, ki ga je sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici prva začela uporabljati in izvajati v praksi. In lahko rečemo, da je to tudi začetek sodelovanja vseh akterjev v turizmu, za kar se pri sekciji ves čas zalagamo, ker mislimo, da turizem smo vsi skupaj, ne moramo se deliti. In tudi to je plod dobrega sodelovanja z STO-jem, z Slovensko turistično organizacijo in posebej še z Ministrstvom za gospodarstvo. Po 20 letih, ko je prvič začelo se razmišljati v sekciji o tem projektu, končno nam je uspelo uresničiti, da danes podeljujemo prve diplome Gostilne Slovenije in uresničile so se napovedi in sanje mojih predhodnikov, kateri so to vizijo tudi začeli pred leti. Prepričan sem, da bo blagovna znamka Gostilna Slovenija znak za kvaliteto in tradicijo v kulinariki. Do sedaj smo ocenili 28 gostiln, ki bojo dobili v naslednjih dneh diplome, table in izvezke in tudi pravico do uporabe blagovne znamke. 10 gostiln je trenutno še, ki jih mora strokovna komisija oceniti, in naslednje podelitve bojo 10.10. ob 15.30 v gostilni Skok v Štorjah ter 11.10. ob 18. uri v gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli. Upam, da bo ta Gostilna Slovenija živela z nami, da se bomo v njej počutili tako, kot bi se morali, in da nam bo to, lahko rečem, nekako povrnilo tisto zaupanje v tradicijo te gostilne na Slovenskem. Hvala. Hvala lepa. Izhodišča za projekt Gostilna Slovenija sta pripravila Martin Jezeršek v svoji diplomski nalogi in profesor dr. Janez Bogataj. No, prepričana sem, da vam profesor dr. Janeza Bogataja, rednega profesorja za področje etnologije na Filozofski fakulteti ter vodjo katedre za slovensko etnologijo, ne rabim posebej predstavljati, saj ga gotovo že vsi poznate. Gospod Bogataj raziskuje tudi področje kulinarike in gastronomije in je soavtor projekta, tako da izvolite, gospod Bogataj. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Glede na to, da kolega Martina Jezerška ni tukaj, in bom jaz par stvari še v njegovem imenu povedal, pa prebral tudi misli, ki jih je poslal. Mi smo mislili, da nam bo uspel videokonferenco z njim organizirati, ampak Švica še nima teh tehnoloških stvari tako dobro naštelanih kot v Sloveniji. No, in to bom prebral pa zaradi tega, jaz sem zdaj to dobil od njegovega očeta in sem že preletel, ker mislim, da je dobro slišati besede enega mladega človeka. Te besede se v Sloveniji premanj slišijo. Sliši se samo takrat, kadar kdo travo goji, ali pa kaj podobnega, ne sliši se pa, kadar kaj resnega in dobrega pove. Zato mi dovolite, da za uvod to najprej preberem in potem pa še par besed o kriterijih za vključitev v Gostilno Slovenijo. Prav spoštovani, čeprav se danes žal ne moram deležiti dogodka,
časovka ob rojstvu znamke Gostilna Slovenija sem izredno počaščen in vesel, da lahko temu zame velikemu dogodku namenim nekaj besed. Tudi jaz mislim, da je to res pomemben dogodek slovenski. Ne. To je dogodek, ki zasluži naslovno stran. Ne. Sam naslovna stran je rezervirana za kriminal, za odstopljene direktorje, pa za kakšnega nož v hrbtu. Nekakšna celostna ureditev gostilniške ponudbe v Sloveniji je v glavah mnogih zorela že dolgo. Veliko prej, preden sem v sklopu študija napisal strategijo razvoja gostilna na Slovenskem in s tem zagnal projekt Gostilna Slovenija. Tudi samo diplomsko delo ni bilo napisano iznenada. Ideja je postopoma nastajala in je rasla skozi 2 leti študija na Visoki šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru, študij skozi otvoritev dvora Jezeršek in z obdobjem mojega študentskega dela na Slovenski turistični organizaciji. Vse to je nekako vzbudilo moje zanimanje in zavedanje o pomanjkanju gastronomske in posledično gostilniške identitete Slovencev in Slovenije ter je prerasel željo po spremembi na tem področju. Želja po spremembi je bila ves čas vodilo celotnega projekta, ki pa je nastajal skozi vrsto različnih manjših projektnih nalog. Najprej skozi preprost projektov v sklopu samega študija, nato skozi mednarodno tekmovanje študentskih inovacijskih nalog Eurohodip, kjer je potrebno omeniti tudi Vanjo Vujišič, ki je sokrivec mednarodne nagrade, ki jo je najna naloga prejela. To je z eno svojo kolegico sta nastopala na tem mednarodnem tekmovanju. Šele kasneje se je razvila ideja v diplomsko delo oziroma strategijo razvoja gostilne na Slovenskem. To strategijo je nato za svojo sprejela Obrtna zbornica Slovenije in STO, prejela je nagrado zlatega snovalca in takrat se je delo pravzaprav začelo. Danes to ni projekt Martina Jezerška in Janeza Bogataja, to ni projekt Obrtne zbornice ali STO, to je projekt Slovenije in za svojega ga mora vzeti v slovenska javnost in predvsem slovenski gostilničarji. To se mi zdi izredno lepa misel. Hkrati pa današnji dan ni zaključek dela. Delo še ni niti blizu konca, cilj ni nikoli bil razdelitev priznanj različnim gostilnam. Namen projekta je dvigniti splošno kakovost slovenske gostilniške ponudbe in pokazati identiteto, ali boljše rečeno istovetnost gostilne v Sloveniji. Danes nagrado prejemajo tisti, za katere strokovna komisija verjame, da so na pravi poti. Pot se danes začenja in se ne prenaša na pleča dobitnikov znamke in na samo združenje Gostilna Slovenija. Pot bo težka, a verjamem, da lepa in uspešna. Za konec pa le še 3 besede, naj živi Gostilna Slovenija. To je Martin Jezeršek iz Švice, kjer uspešno bi rekel, koraka po poti k zaključku študija na ugledni hotelski fakulteti, eni najboljših na svetu. Zdaj pa, če dovolite, še par besed o tem našem projektu. Zdaj za vstop v to druščino Gostilne Slovenija, ki jo resnično razumem veliko širše od teh diplom, ki jih bojo ljudje dobili, pa izvestkov, pa tabel. Razumem predvsem z vidika enega psihiatričnega stanja v Sloveniji, ki je včasih malo čudno. In sicer, da bojo vsi prejemniki teh diplom v bistvu začutili neko pripadnost neki novi povezanosti. Da bojo začutili potrebo, da zdaj oni v tej druščini so kreatorji enega novega razvoja, tudi promocije in tako naprej. Zdaj smo v Sloveniji bili navajeni, turistično promocijo bo STO delal, gospodarsko promocijo, ne vem kdo, kulturno promocijo, spet nekdo, mi ne znamo, bi rekel, celovito skupaj stopati in delati en vdih in izdih, ki je potreben za take stvari. Zdaj, glavni kriterij za Gostilno Slovenijo je kaj? Je ta, da se lokal imenuje gostilna. Ne bifet, bufet, Route 69 in podobne stvari, ampak da se imenuje gostilna. Ne more biti to lokal, ki ima neko drugo ime. Povedal en primer. En gostilničar v Slovenski Istri ni imel naziva gostilne. In smo mu rekli, vi se ne morete prijaviti. Rekel, to je zame tako pomemben, se bom pa preimenoval. V enem dnevu je zrihtal na občini
da so mu registracijo spremenili. Zakaj to govorim? Ker pri nas na Slovenskem je za enostavne stvari zmeri treba komplicirati. Ne? In ja, a zdaj bo mogel pa spreminjati, pa to so pa problemi, pa to je ne vem koga. Ne? V enem dnevu mu je tista občinska uradnica stvari uredila in danes ima gostilno in je tudi uceljen in bo tukaj noter, ampak ga ne bom imenoval, ker ni to pomembno. To govorim zaradi primera, da se včasih da nekaj z dobro voljo enostavnega narediti. Potem kriterij je tudi lastništvo gostilne. Ne? Več točk dobiš, če nadaljuješ ali pa začenjaš z neko družinsko tradicijo. Potem seveda temeljna pogoja sta pa ponudba hrane in pijače. Ne? To je popolnoma logično. Ne? Pri ponudbi hrane mora biti 80% jedi, ki jih ponujaš na jedilnem listu in morajo biti seveda usklajene glede na letni čas. Ne? Mora biti 80% jedi hišnih, ne domačih. Včeraj sem bil na Gorenskem in so rekli, naše domače jedi si lahko odnesete domov, ne? Tam piše tabla, tako sem fotografiral za forum, ja, da bom pokazal še eno slovensko neumnost. Ne? Se pravi, hišne jedi, regionalne ali krajevne jedi in obče slovenske jedi. To so trije elementi, ki jih moramo z 80% v jedilnem listu pokrivati. Potem, seveda, ta hrana, kot sem rekel, mora biti usklajena z letnimi časi. Potem pa dve zelo, zelo pomembne stvari. Vsaj 3 proizvodi morajo biti zaščiteno geografsko poreklo. Teh proizvodov je danes v Sloveniji že blizu 30. In pa obrat mora uporabljati vsaj pet, fajn pa je, če jih je več, ekološko pridelanih živil. Skratka, to so zelo, zelo pomembni elementi, ki jih tukaj strokovna komisija pri ocenjevanju upošteva. Pri ponudbi pijač mora biti več kot 75 vseh vin, ki jih ponujaš, iz vseh 3 slovenskih vinorodnih dežel. Ali pa iz ene same, ni važno. Važno, da so iz naših vinorodnih dežel. Pa imaš pa lahko še kakšen šator očil, če črta. Ampak 75 mora biti naših. Nekaj podobnega velja tudi za sadne sokove, za vode, zažgane pijače. Skratka, vedno je tukaj poudarek na naših sestavinah. Med ostalimi kriteriji so pa potem zunanje ureditev gostilne. Recimo, če imaš ti en lokal, neko stavbo, ki je historična, komisija pogleda, kakšen je tvoj odnos do tega, ali ta historizem ti lepo peleš naprej, ali ohranjaš to dediščino, ali se pustiš naplahtati enemu nadebudnemu arhitektu, ki ti tam rozfraj na fasado napopa gor in podobne stvari. Potem notranja ureditev gostilne, zdaj seveda negativne točke se dobivaš, če imaš na mest luči kolo dvoza obešen, pa razno poljedelsko orodje po gostinskih prostorih, pa take stvari, se pravi ta nacionalni Disneyland, kot jaz temu pravim. Potem oblačilni videz strežnega osebja, zvočna oprema ambienta, tukaj dobiš točke, če imaš musko ali pa če je nimaš, to je pomembno, ker danes je vedno več ljudi, ki grejo v lokal pa rečejo, prosim, ugasnite nam to glasbo, mi smo se prišli pogovarjati, se to je bistvo gostilniškega, bi rekel, druženja, da ti malo komuniciraš z ljudmi, se glasba nas napada že z vseh zornih kotov, od mestnega avtobusa do ne vem kje, vse, posod je neka muzika, posod neki brenči, včasih tudi sam sršeni, tako naprej. No, potem so dodatne dejavnosti gostilne, ki prinašajo točke, se pravi, če se v gostilni neki sestanki odvijajo in podobne stvari, to je ena bogata tradicija, ki jo imamo na tem področju. In če gostilničar in njegova družina prodajajo tudi še kakšne dodatne izdelke. Tega je vedno več v Sloveniji, recimo, da neka hiša izdeluje marmelade, recimo v severovzhodni Sloveniji prodajajo bučno olje, na Primorskem oljčno olje, recimo, ampak seveda ne gea, ali pa ne vem kaj, neke take industrijska olja, ampak seveda ta limited edition, najboljše je mogoče iz lastne njive, da imaš svoje buče in tako naprej. Skratka, ali pa recimo nekateri imajo izvrstne suhomesnate izdelke,
pa mnogi gosti rečejo, jaz bi pa eno salamo za domov vzel, ne, zdaj, ali mi jo daš še časopisen papir pa v vrečko, ne, ali mi jo daš še v eno škatlico, ki imaš za to pripravljeno, ne, in takrat to dobi značaj enega produkta, ki ga lahko ustrezno prodaš. To je zdaj v povzetku tisto, kar je značilno za ta ocenjevalni list, a ne, in za zaključek naj povem samo to, da dejansko je treba zdaj ta voz temeljito tudi po strokovni plati skrbeti, da se bo peljal naprej. Obrtno-podjetniška zbornica je poskrbela za to tudi, da bo se ocenjevalo oziroma kontroliralo kakovost. To se pravi, to ni zdaj enkrat za vse in za vse primere, kot je na avtorskih pogodbah, ampak če nekdo ne bo ustrezal kriterijem, ki jih je sicer dosegel in dobil naziv Gostilna Slovenija, mu bo ta naziv seveda tudi odvzet. In še ena podrobnost, mogoče zanimiva, če nekdo ne dosega kriterijev, mu strokovna komisija pove, kaj je negativno, se mu to sporoči, on ima možnost te kriterije dopolniti, jih prilagoditi, doseči tisto ustrezno raven, ki je potrebna, in potem ga komisija še enkrat obišče in če je vse tako, kot mora biti, potem to priznanje tudi dobi. Mislim, da sem povedal vse, kar je bistveno, če pa ne boste pa vi vprašali. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne smemo biti predolgi, ker nas čaka že svečana podelitev, zato če so kakšna vprašanja novinarjev, kar prosim. Mene zanima z dnevnika Primož Knez. Če lahko še finančno podelite ta projekt, koliko je koštal, koliko je dala za to država oziroma ministrstvo, koliko je zbornica in koliko je prispojbina vsakega od teh gostincev. To je značilno vprašanje v Sloveniji. Imam še eno drugo vprašanje, ki je vam Dobro. O tem boste drugi govorili, finance, da so moje področje. Dobro, lahko, jaz, ja. Za ta projekt smo dobili od ministrstva 60 000 evrov. 20 000 evrov je prispevala naša krovna hiša, obrtno-podjetniška zbornica, in 20 000 pa bojo prispevali vsi tisti, kjer so zdaj prvi noter v temu projektu. Tako da smo razdelili, da vsak nekaj prispeva v temu. Gostinca bo ta pravica do uporabe Gostilne Slovenije koštala cirka 1000 evrov. V to so vključeni tabla, strokovna komisija in izvesek. še eno vprašanje. In marketing, ja, cel okrog tega in vodenje tega projekta. V seznamu, ko sem šel na hitro, kar nekaj gostiln, ki so znane in ki bi verjetno zadostila kriterijem tako na Gorenjskem, sploh Gorešem z Obale, recimo, ni. Ali to še ni? Ali se niso prijavili oziroma ste kakšnega zavrnili? Glejte, a vam lahko kar jaz odgovorim na to vprašanje, to mi pa malo blizu. To je treba gledati z vidika psihologije Slovenije. Naši ljudje so dveh sort. Eni grejo vedno na prvo žogo, eni so pa malo previdni, pa rečejo, zdaj pa videli, kako to bo. Vi veste, da na Slovenskem najprej ljudje nergajo, najprej vse negativno. In tudi, ko se je ta projekt začel, sem slišal v raznih krogih, to vse skupaj nič ne bo. Tudi nekateri gostinci so govorili, to je brez veze, kaj bomo to hodili. Ampak, a veste, popak se stvari malo primejo, ker pokaže določene rezultate, pa sem prepričan, da se bo stvar začela naprej razvijati. Je pa tako, da že zdaj ima Obrtno-podjetniška zbornica čez 10 novih vlog in ta akcija ni zaključena, to bo permanentno odprto. To se pravi, to bo trajalo v naslednjih letih, dokler bojo želje strani gostincev, če bodo ugotovili, da je ta zadeva vabljiva. In še nekaj vam povem, mi bomo v letu 2012 pripravili adaptirana pravila za Gostilno Slovenijo za tujino.
To pomeni, če se bo nekdo sred Tokija ali pa Kuala Lumpurja ali pa ne vem kje odločil, da odpre gostilno Slovenijo, tako kot se danes odloči, da odpre madžarsko restauracijo ali pa angleški pub, mu bo država Slovenija oziroma Obrtno-podjetniška zbornica dala ustrezni elaborat in bo rekla, to so pa pogoji, pod katerimi vam mi podeljujemo pravico do uporabe te blagovne znamke v tujini. Tam noter bo tudi stvari definirane spet, koliko odstotkov teh jedi mora biti tudi slovenskega porekla, se pravi, da se bo posredno tudi pospeševal izvoz naših prehranskih produktov, to, kar je naloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. A ste kakšen ga je zavrnil? Ja, seveda, na vsak način. Enih para. Prestolnica žal nima, v Ljubljani je ena gostilna, ki bi lahko dobila ta naziv, pa se še ni prijavila. Ja. Mogoče so še enih 5 takih, ki bi mogle pa ne stvari malo dopolniti. Zadeve v Ljubljani kar dobro poznam, tako da. V Ljubljani je ena gostilna, ki bi zagostila... Ki bi zdaj takoj dobila lahko, a ne? Ni to možnost. Prosim? Ni to možnost, slabo. Kaj s tem, a veste, se ni vse v mestu, se ni vse v Ljubljani, jaz se posod počutam državljana Slovenije, in mislim, da tudi tujci, ki prihajajo, danes kar z veseljem zavijajo malo ven z mesta, par kilometrov, pa se lepo usedeš, pa nekaj dobrega poješ. No, malo bi dopolnil tule tudi to, kar je povedal. Najtežje je začeti. Ko smo to dali ven, prvih 20 dni smo komaj pripričali, dejte, prijavite se. Polko, ko projekt zaživi in ko se začne o njemu pogovarjati in ko vidijo, kaj je to. Zdaj trenutno vsak dan prihajajo nam novi, ko bi hoteli se samo ocenitveni list, da preverijo najprej sami pri sebi, ali izpolnjujejo vse pogoje, ker to je zelo važno, da si sam vsak prvo lahko naredi samo ocenitev in pol na podlagi tega se prijavi. Ja, počete, zdaj tem pa jaz dopolnil. Najprej se vsak samo ocenja, potem se pa komisija najavi in vedno mora biti en od ključnih lastnikov gostilne prisoten. In opičo njega, bi rekel, analiziramo in jedilni list in vse, zato da dobi informacije takoj z prve roke, kaj je dobro, kaj ni dobro. Potem pa, ko je on enkrat sprejet v to družbo, kontrole bojo pa nenajavljene. Še kakšno vprašanje? Drugače, najlepša hvala govorcam, tudi vam, novinarjem za udeležbo. Se skupaj povabiti zdaj na slavnostno podelitev prvih diplom. Gostilna Slovenije je rojen. Namreč kar nekaj let nazaj smo tudi v naši organizaciji skupaj z dr. Bogatajem so se začele neke aktivnosti v to smer. Predvsem je pomembno z našega vidika, da sodobni trendi nas silijo, da je čim več zadev, tako v proizvodih, kot tudi v storitvah standardiziranih, da jih lahko cenimo in zaupamo in to je gotovo lahko en nov steber tudi slovenske turistične ponudbe. Predvsem pa to nas veseli, mi že doslej smo izjemno intenzivno v naše promocijske aktivnosti pravzaprav vgrajevali slovensko kulturno in pa naravno dediščino, predvsem pa seveda tudi našo kulinariko. Skratka, vonji in okusi so bili to zelo in so še zmeraj seveda prisotni v vseh naših aktivnostih in skozi ta doživetja mislim, da je to gotovo en korak naprej, ki bo tudi nam olajšal uspešnost promocije, predvsem pa ne samo standardi, ki smo jih sedaj tudi tukaj slišali, ampak predvsem tudi dodana vrednost v
nasmehih, v odnosu lastnikov in osebja do gostov. Gotovo je to tisto, kar bo ta projekt še oplemenitilo. Tako da srečno in se veselim seveda sodelovanja z sedanjimi in pa tudi z bodočimi nosilci blagovne znamke Gostilna Slovenija. Hvala lepa.